Mahita. Lepo pozdravljeni na nocojšnji virtualni otvoritvi razstave o razvoju in zgodovini občine Domžale, ki sta jo pripravila Kulturni dom Franca Bernika s Slavnikarskim muzejem in v sodelovanju z občino Domžale v počastitev letošnjega občinskega praznika. Avtor razstave je naš častni občan in zgodovinar profesor dr. Miroslav Stiplovšek. Pri tem pa sta mu pomagala tudi naša sodelavca Katarina Rus-Krušelj in Roman Kos, ki je razstavo postavil, oblikoval in tudi prispeval del gradiva. Razstava lahko rečemo, da je nastajala več let in je na nek način nadgradnja predhodnih razstav in knjig dr. Stiplovška ob obletnici razglasitve trga in razvoju občine Domžale do leta 1952. Tokrat pa je obdelal in dokumentiral tudi obdobje do leta 2020. Resnično smo lahko veseli, da je naš kleni in še vedno silno aktivni častni občan dal pobudo, vztrajal in tudi realiziral to pomembno delo. Tako je na 17 panojih zbrano vse, kar se je zadnjih 170 let pomembnega zgodilo in gradilo v našem okolju. Z razstavo pa je dobilo tudi obliko in podobo, ki bo ohranjena za naše zanamce. Ker letos praznujemo tudi 30. obletnico naše osamosvojitve in je bila naša občina vedno med najbolj prodornimi in razvojno naravnanimi, pa je to tudi naš prispevek k omenjenemu prazniku. Osebno pa sem še posebej vesela, ker je s tem raziskano in dokumentirano tudi obdobje mojega 12-letnega županovanja, za kar sem prizadevnemu zgodovinarju, natančnemu in analitičnemu raziskovalcu dr. Stiplovšku še posebej hvaležna. Na nek način nas je, mene in tudi kolega zdajšnjega župana Tonija Dragarja, spodbujal v času nastajanja razstave, da smo pobrskali po naših spominih, da smo pobrskali po arhivih in res zato mu hvala, kajti drugače bi morda se marsikaj izgubilo. Čestitke torej avtorju razstave in njegovim sodelavcem za izjemno opravljeno delo. Vas pa vabim, da si razstavo tudi v živo ogledate, saj bo od jutri dalje, tako kot je odprt Slavnikarski muzej, si to razstavo možno ogledati tudi v živo in to vse do pozne jeseni. Zdaj pa vabim k besedi na govoru tudi župana Tonija Dragarja. Spoštovani občani, spoštovane občanke, še nekaj besed v mojem imenu. Torej, najprej seveda gre zahvala vsem avtorjem in dr. Stiplovšku, pa o tem kaj več kasneje. Gre za upravno razdelitev in razstavo v zvezi s tem. Seveda, marsikaj se je dogajalo v naših časih, predvsem od leta 90, 94 in potem 98, ko je v upravni enoti naše občine, sedaj v 5 občinah, postala občina Domžale osrednja občina in so nas enostavno razdelili brez volje ljudi, tako je pač nekoč bilo. Občina Domžale je v tem trenutku sedež upravne enote, sedež vseh koordinacij, ki jih skupaj delamo v smislu lokalne aktivne skupine oziroma LAS-a Severne Obljubljane, Regijske razvojne agencije, RCERO, skratka vse, kar počnemo skupaj izven upravne enote.
seveda pa to sodelovanje navzven pomeni tudi sodelovanje z skupnostjo občin, združenjem občin in pa predvsem državnim svetom in državnim zborom. Tako da občina Domžale je 7. največja občina v Sloveniji z 37.000 prebivalci in ena od teh stvari, ki so se zgodile v času mojega županovanja, je to, da smo pridobili v narekovajih seveda cirka 10.000 novih prebivalcev, kar seveda v našem primeru pomeni tudi precej dodatnega dela in racionalizacija uprave, tako da smo tudi prerasporedili nekatere kadre in glede na to, da občina Domžale veliko vlaga v investicije, smo tudi ustanovili v tem času oddelek za investicije, potem smo ustanovili službo za turizem in v zadnjih časih tudi službo za evropske zadeve, tako da se redno delo za občane ne mešajo tudi ostali projekti. Seveda smo bogati tudi na našem družbeno-političnem področju, torej vsi javni zavodi, ki so ali ustanovitelj občina Domžale, torej javni zavod kultura, šport, mladi in pa gasilci, in pa javni zavodi, kot so šole s prilagojenim programom, vrtci, pa ne pozaba tudi skupne zavode, kot so knjižnica, zdravstveni dom, Prodnik oziroma podjetje Prodnik, tako da kar nekaj tega je in ko naštevamo, seveda ne smemo pozabiti skupne šole s prilagojenim programom in pa mestne lekarne, pa verjetno še kaj sem v tem trenutku pozabil, ampak nič hudega. Posebno temo bi rad tule izpostavil eno stvar, po kateri smo seveda poznani po celi Sloveniji, to je vzpostavitev javnega zavoda Center za zaščito in reševanje. V enem obdobju prevzema Heliosa se je zgodilo, da so nas obvestili, da profesionalnih gasilcev ne bo več. Seveda mi smo poskušali več variant reševati s prostovoljnimi društvi ali pa postaviti svoj zavod in odločitev bila pravilna. Sodelujejo odlično, sodelujejo z državo, prevzeli so tunele na avtocesti, obvladujejo avtocesto, obvladujejo velike firme Helios, Papirnica Količevo, Lek, torej so res na pravem mestu, v vsakem pravem času, v sodelovanju seveda s prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki jih imamo mimogrede 13 v naši občini. Kot sem rekel, je treba posebej izpostaviti dva javna podjetja, torej javno podjetje Prodnik, komunalno podjetje, ki se trudi na vse možne načine, tudi z ekološkimi in ostalimi stvarmi, zbiranje bioodpadkov in zagotavljanje čistoče v naši in sosednjih občinah in pa ne smem pozabiti našega javnega podjetja Centralna čistilna naprava, ki je med najboljšimi v Sloveniji in tudi referenčna za predavanja po Evropi, torej z nadgradnjo evropskega denarja z 18 milijoni smo v tem času skupaj nadgradili njihovo proizvodno, da rečemo, ali pa če hočete čiščenje odpadne vode. Tako da to je tudi ena od teh stvari, ki nam je v zadnjem času pač v čast. Seveda ne smemo pozabiti vseh investicij, kot boste tudi videli v razstavi, torej veliko smo vlagali v družbene dejavnosti, vrtce, šole, prizidke, telovadnice, tako da energetske sanacije, predvsem zato, ker je naše število otrok naraslo in smo želeli, da imajo vsi možnost vključitve v vrtce, seveda so pa tudi ostali zgodbe na družbenih dejavnostih in ne nazadnje tudi tu, kjer smo danes, je po dolgem času uspelo ljudem, ki so bili zelo aktivni, ljudem, ki so razumeli, da je slamnikarstvo tradicija, seveda skupaj z občino pomagati, da je postal ta slamnikarski muzej morda zametek nečesa večjega, ampak v tem trenutku je to tradicija, ki jo moramo negovati, za slamnikarskim parkom tudi in slamnikarsko ulico in glasilom Slamnik, skratka vse to je povezano. Ne smemo pozabiti, da vsako leto zamenjamo za 2,5 milijona komunalne infrastrukture, to je zamenjava azbestnih cevi, vodovoda in hišne priključke in pa seveda zamenjava komunalne fekalne kanalizacije, tako da je tudi to eden od teh stvari, na katere smo ponosni. In ne nazadnje, treba je povedati, da največ pohval dobimo za dve stvari, poleg slamnikarskega muzeja, ki sem ga že omenil, še za Kamniško Bistrico, torej sprehajalna pot
Kamniške Bistrice z vsemi tistimi stvarmi, ki se trudimo zraven, od fitnesov, otroških igrišč in podobne stvari, pa mora biti pač urejeno in premostitvene objekte in vse, kar sodi zraven. In naslednja zadeva, ki smo jo poskušali nadgraditi iz prejšnjih časov, ker je bilo pač vse drugače, je tržni prostor, kjer je zdaj zadovoljstvo ljudi veliko. Začelo se je že v mandatu moje kolegice, zdaj pa pač poskušamo v danih razmerah tudi še kaj narediti. Predvsem so pa za naše občane zanimivi vsi dogodki, ki so poleg tržnice, tržnega prostora, torej dogodki, ki jih organiziramo, in seveda je izjemno veliko obiskovalcev, tako da v teh časih pač eno leto tega ne bomo delali. Ne smem pozabiti, da pripravljamo zdaj adaptacijo oziroma nadzidavo, dozidavo zdravstvenega doma, torej zdravstvo v tem trenutku na primarni ravni seveda še zadostuje za toliko število prebivalcev, res pa je, da so določene čakalne vrste in z novimi prostori, novim laboratorijem, novo urgenco naj bi in seveda parkirno hišo spodaj, naj bi v naslednjem mandatu zagotovili tudi ta prizidek k zdravstvenem domu. Pa ne smemo pozabiti, da se staramo se vsi in v tem trenutku imamo projekte za pomoč in bom rekel sodelovanje starejših. Ne bomo kaj več o tem, ker je pač predolga zadeva, ampak postavili smo kader in zdaj gremo v to, recimo temu, pomoč starejšim, ranljivim skupinam, kar bomo verjetno kmalu tudi sami potrebovali. Tisto, kar nas posebej veseli, je, da pač delamo z mladimi, ampak kar sem hotel reči je, da delamo tudi na kulturi in športu. Jaz sem imel neverjetno srečo, torej mislim, da prvo ali drugo leto mojega županovanja smo bili državni prvaki tako v nogometu kot košarki, kar v Sloveniji, razen v Ljubljani, še ni nikoli uspelo. Ali si tam, ali si tle. Pri nas sta bila oba kluba, nogometni klub Domžale in Helios Domžale, takrat državna prvaka, kar je bilo pravzaprav zelo zanimivo, seveda pa je to posledica vseh pogojev, ki so jih imeli prej in treningov in vsega. Ampak za pohvaliti se pa je. In ne nazadnje imamo eno res veliko število, preko 200 društev v naši občini. In seveda ne bom izpostavljal vse, govorimo o kulturi, o humanitarnih društvih, o športu. Skratka, ni da ni in seveda je treba to vse servisirati, sofinancirati in to je pač stvar lokalne skupnosti. Rad bi pa izpostavil, tako kot vedno naredimo štiri večje kulturna ali rečemo temu prireditve. Torej, naš festival Škocjan je zdaj preživel zadnje čase v izjemno velikem številu gledalcev. Torej, tudi sedanji imenovani častni občan Lojze Stražar je to pač dal dušo gledališču. Avtobusi so hodili iz zamejstva, hodili so iz Avstrije, iz Italije, iz cele Slovenije na te prireditve in dejansko je to gledališče nek promotor tudi občine Domžale. Potem ne smem pozabiti naših dveh glasbenih skupin, torej Simfoniki Domžale Kamnik in pa naše godbe Domžale, torej danes smo tudi tule v godbenem domu. In ne nazadnje smo prišli v vse slovenske medije tudi z tako imenovanim pustovanjem na Viru, pustna sekcija striča, ki je znana po celi Sloveniji. Ni časa, da bi razlagali vsem tem, kar smo v teh časih dobili, vse nagrade, priznanja in imenovanje občine kot otroku prijazno, energetsko prijazno. Skratka, vse to, kar je možno invalidom, otrokom, kar se da, se pač poskušamo uveljaviti. Pa se v bistvu niti preveč ne hvalimo, ker to je, se mi zdi, tudi naša naloga. Kar se tiče v zadnjem času sprememb, seveda imamo, treba je povedati, torej danes je tule glavni, ki je pripravil razstavo, naš častni občan, dr. Stiplovšek. Poleg njega v tem času smo predlagali in so občinski svetniki imenovali še dva častna občana že v prejšnjih mandatih, se pravi gospod Primožič in pa žal pokojni dr. Vulikič.
in pa seveda nikakor ne smemo pozabiti našega najstarejšega častnega občana, gospod Jože Pogačnik bo v letošnjem letu praznoval 105 let. Najnovejša članica je tudi dolgoletna sodelavka tako Cvete kot mene, Vera Vojska in pa, kot sem že rekel, Lojze Stražar. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem avtorjem, vsem, ki ste pomagali. Midva z bivšo županjo sva morala kar precej pobrskati po naših arhivih. Videli boste, da smo, upam, uspeli najti skoraj vse in da bomo veseli šli skozi to razstavo, predvsem pa, da leto 2020, če ni konec, da bojo zanamci verjetno še kaj postorili in verjamem, da bodo. Če bo treba kaj povprašati, sva midva vedno tukaj. Še enkrat posebno zahvala dr. Stiplovšku in pa čestitke vsem za občinski praznik in hvala, da ste danes tole poslušali in pridite v Slavnikarski dom, res je lepo. Srečno! Razstava prikazuje upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja, ko je morala Avstrija po revoluciji oblikovati občine kot prvostopenjske oblasti, kot oblasti, ki so imele določene pristojnosti pri reševanju lokalnih, gospodarskih, socialnih in kulturno-prosvetnih zadev. Končuje se pa z letom 2020, ko je zdajšnja občina praznovala 25-letnico svojega delovanja. To je pa že neko zaključeno obdobje, ko se lahko pokaže, kakšne so glavna težišča delovanja občine v sedanjem času, to se pravi po velikih spremembah leta 1995. Torej, na te fotografiji, kot sem rekel, je okoli 450 in dokumentov. To so iz 10 arhivov, iz 15 časopisov in uradnih listov, preko 50 literarnih del, ki prikazujejo zgodovino Domžal v različnih obdobjih. Če omenim, začenjam z Bernikom, omenim Matjaža Brojana, potem številna dela Staneta Stražarja. To so bila temeljna dela, ki so z področja zgodovinopisja bila uporabljena oziroma bilo uporabljeno gradivo iz njih. Sedaj bi pa, rad bi povedal, da je razstava razdeljena na 4 tematske sklope, to se pravi na 4 obdobja, kajti občine so imele v različnih obdobjih različne pristojnosti, različen ozemeljski obseg in število prebivalstva, imele različne vire dohodkov za izvajanje svojih dejavnosti, predvsem pa tudi različne občinske organe in različne načine njihove izvolitve. Zato torej razdelitev na 4 obdobja do sedanjega časa. Na prvih 4 panojih je obdelano obdobje delovanja krajevne oziroma od leta 1925 trške občine Domžale od 19. stoletja do 2. svetovne vojne. Kot za vsa obdobja je na prvem panoju prikazan upravni razvoj občine. Tu vidite vse župane iz najstarejših obdobij. To gradivo je zbral prizadevni Tone Ravnikar. Potem tu vidite, kako so bile Domžale razglašene za trg leta 1925 in seveda tudi kako so izgledale te velike prireditve.
Za Domžale je bilo značilno to, da so tirolski podjetniki kot veliki davkoplačevalci imeli po takratni zakonodaji tudi pravico, da so zasedali, torej 5 jih je imelo pravico, da so zasedli odborniška mesta v občinskem odboru brez volitev, kar je pomenilo, da so imeli na delovanje domžalskega občinskega odbora velik vpliv. Torej, najstarejši sedež domžalske občine je bil v gasilskem domu, ki je bil leta 1911 zgrajen z občinskimi sredstvi, in tu je bila tudi zdravstvena ambulanta za 11 okoliških občin. Eno najpomembnejših del, ki naj bi ilustriralo torej napredek Domžal, je bila akcija za ustanovitev Fare Domžale. Občina je morala tu prispevati veliko sredstev za objekte, ki so bili pogoj za ustanovitev Fare, med drugim za pokopališče, in to je tudi uspešno opravilo. 1908. leta so Domžale postale samostojna župnija. Torej, leta 1925 pa je bil največje priznanje za napredek Domžal njeno povišanje v Trško občino, in takrat so bile zelo velike slovesnosti, od njih je poročalo vse osrednje slovensko časopisje. No, zadnja sprememba pred drugo svetovno vojno pa je bila leta 1933, ko je bila v domžalski občini priključena še občina Depala vas. Skratka, domžalska občina je v prvem obdobju delovala samo za ožje območje Domžalčev ozemeljsko gledano. Temelj domžalskega napredka je bila slamnikarska industrija, ki jo tu posebej prikazujemo, in je torej uspešno ponesla ime Domžal po Evropi in rečemo lahko celo v Ameriko, kajti domžalski rojaki so slamnikarske delavke in delavci so tudi v Ameriki pomagali vzpostaviti slamnikarsko industrijo. Torej, tu so prikazane vse pomembne tovarne slovenske in tirolske, predvsem bi rad poudaril, tirolske so bila velika podjetja in so tudi bila vodilna v slamnikarski industriji. Rad bi povedal, da je pomembno delo v tem času opravil zlasti prvi domžalski župnik Bernik, ki je v Domžalah ustanovil tudi prvo, bi rekel, bančno ustanovo, ki je odigrala pomembno vlogo pri gradnji nekaterih objektov v Domžalah. Poleg tega je pa organiziral tudi slamnikarsko delavstvo, da se je začelo, kot bi rekel, preko neke vrste sindikata boriti za boljše socialno-ekonomske pogoje. Prva svetovna vojna je pomenila konec razmaha slamnikarske industrije in k sreči se je začelo takoj po prvi svetovni vojni, so začele nastajati podjetja drugih industrijskih panog, torej najprej papirnica Količevo leta 1920, zatem tovarna Induplati v Jaršah, tovarna sanitetnega materiala na Viru in še nekatera druga podjetja. Skratka, poudariti je treba to, da je potem, ko je v veliki gospodarski krizi dokončno propadla slamnikarska industrija, da so nekatera druga podjetja uspešno nadaljevalo industrijsko tradicijo in da so Domžale postale torej izredno pomembne, ne samo v slovenskem merilu, ampak so se uveljavila ta podjetja tudi na evropskem tržišču, na evropskem in jugoslovanskem tržišču. No in na zadnjem panoju pa je prikazano, kako je v Domžalah rasla prosveta in kultura ter športna dejavnost.
Poudaril bi rad to, da je domžalska občina svoje pravice za urejanje lokalnih zadev najprej prikazala na ustanovitvi osnovne šole 1864. leta, potem pa je zaradi tega, ker je dobila velike dohodke zlasti od industrije, uspela doseči to, da se je že leta 1988 zgradila veliko šolsko poslopje in ga potem še gradila. 1921. leta je ustanovila tudi obrtno nadaljevalno šolo, najpomembnejše pa je bilo potem leta 1938, ko je oblikovala še zgradbo meščansko šolo za potrebe kadra v industriji in obrti. Zdaj bi se pa jaz moral usedeti. Leta 1945 je po koncu vojne prevzel oblast v Domžalah odbor Osvobodilne fronte, ki je deloval že med okupacijo in je začel opravljati tudi oblastne naloge do prvih volitev jeseni tega leta. Odbor Osvobodilne fronte pa je takoj predlagal okrajnim forumom, okrajnim oblastem, da razširijo območje občine še na okoliške kraje, za katere je že postal določeno središče v gospodarsko in tudi po nekaterih ustanovah, vendar takrat tega niso oblasti, torej na to niso pristale. 1952. leta pa je bila končno oblikovana občina Domžale, mestna občina Domžale, ki je obsegala tudi območje nekdanjih občin Dob, Ihan, potem Homec in seveda Domžal, tako da je to prva občina bila, ki je torej obsegala širše območje, ne zgolj same Domžale. Torej, čas po koncu vojne je bil čas novega razmaha industrije, število delavcev se je v primerjavi s predvojnim obdobjem podvojilo in po vojni so pa nastala tudi številna manjša nova podjetja. Pri tem naj povem, da občina je imela vse pravice, da je torej skrbela za lokalno industrijo. Takrat so bila ustanovljena tudi trgovska podjetja, med drugim Napredek in takrat so nastale tudi poleg obrtniki so se združevali v državna podjetja, nekaj pa je ostalo tudi zasebnikov. No in po koncu vojne se je začelo tudi intenzivno delo za krepitev šolstva. Nastala je v Domžalah nižja gimnazija, v Domžalah je nastala prva srednja šola, torej usnjarski tehnikum. Poleg tega so po vojni torej obnovili nekatera poslopja, kjer so bila zažgana ali pa da so bila poškodovana. Začelo se je tudi torej otroško varstvo, nova stavba za otroško varstvo je v novi stavbi so oblikovali tudi otroško varstvo, začelo se je zdravstvena dejavnost, skratka na vseh področjih se je poznal napredek, zgrajena so bila v občini tudi nekateri kulturni domovi, obnovljeni so bili športni objekti, zgrajeno je bilo igrišče za Bistrico, skratka razmahnile so se različne dejavnosti in to je bilo prvo obdobje, ko je torej domžalska občina obsegala tudi širše območje. Sredi 50. let se je začela velika akcija za torej reformo lokalne samouprave in začela se je akcija za širjenje občin, ki bi bile sposobne
poleg lokalnih zadev upravljati tudi, izvajati tudi nekatera dela na področju javne uprave. Zato so občine začeli združevati in takrat so jim torej povečali tudi pristojnosti. To je bilo obdobje, ko so imele občine največje pristojnosti na samoupravnem področju in na upravnem področju. Leta 1955 so bile mestni občini Domžale priključene občine Lukovica, potem Blagovica, celo del občine Trojane in večina občine Radovlje. Potem 58. leta je pa prišlo še do te spremembe, da sta bili v domžalsko občino vključeni občini Moravče in Mengeš. Skratka, nastala je velika občina Domžale z okrog skoraj 30.000 prebivalci in ogromnim obsegom 240 kvadratnih kilometrov. Skratka, začelo se je novo obdobje v razvoju občine, nastala je tako imenovana Velika domžalska občina. To pa je bilo tudi obdobje, ko so se spremenili občinski organi, že z ustavo 1963. leta, še v večji meri pa z ustavo 10 let kasneje, ko je bil občinski odbor zamenjen z občinsko skupščino, najprej dvodomno, potem tridomno, kjer pa so ostale zveze med terenom, med ljudmi in občino zaradi njene velikosti prevelike, so začeli oblikovati tudi krajevne skupnosti. Takrat je nastalo kar 27 krajevnih skupnosti in poleg tega so začeli za posamezne dejavnosti v začetku 70. let oblikovati tudi samoupravne interesne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja, za zdravstvo, za socialno skrbstvo, za kulturo, za telesno kulturo, za stanovanjsko gradnjo in tako naprej. Tako da se je takrat struktura organov, struktura organov občinskih bistveno spremenila. Do največje spremembe pa je potem prišlo leta 1989, ko je prišlo do ustavnih amandmajev. Ustavni amandmaji so bili izdelani v smislu demokratizacije in politične pluralizacije. Dotedanji enostrankarski sistem je bil s tem ukinjen in prve volitve leta 1990 so potem pripeljale do tega, da je nastala večstrankarski pluralni občinski svet. Oziroma so nastali večstrankarski občinski organi. Skratka, torej takrat se začenja obdobje nove preureditve lokalne samouprave. Zdaj bi pa za naslednjega šli. Torej, obdobje od 1955. leta pa do 1995. leta, do nove velike spremembe na področju lokalne samouprave, je bilo obdobje izjemnega razcveta industrije na domžalskem območju. Torej, tukaj je šlo za, bi rekel, naravnost, izjemen razmah razširitve zmogljivosti in tudi števila zaposlenih v industriji. To je doseglo skoraj 9000 delavcev in delavk. Ob tem seveda, da je takrat bila poleg Domžal razvita industrija, zlasti še tudi na mengeškem območju. Potem Domžale so
v jugoslovanskem merilu bile nekaj izjemnega na področju obrtništva, torej v obrtništvu je bilo zaposlenih okoli 1600 delavcev in delavk. Domžale so celo razglašali za jugoslovansko-japonsko, to se pravi za kraj, kjer je bila razvitost tako velika, da so jo lahko primerjali celo z Japonsko. In tu imate potem tudi Domžale so imeli tudi inštitucije za razvoj industrije, za razvoj obrti, bila je obrtna zbornica, potem so obrtniki torej tudi imeli svoje razstave, kjer so pokazali svoje dosežke, in v tem obdobju se je izjemno razvila tudi trgovina, gre za izgradnjo torej velike trgovine v centru Domžal, osrednje trgovine, in seveda tudi za ustanovitev trgovin za nekatere posebne panoge. Skratka, to je obdobje izjemnega razmaha industrije, obrti in trgovine, in ta, bi rekel, izjemen razmah je trajal do začetka 90-ih let, ko je prišlo do izgube jugoslovanskega trga in ko se je začelo tudi propadanje nekaterih velikih domžalskih industrijskih podjetij. Na komunalno izgradnjo, če gre. V 40-letnem obdobju je prišlo tudi do velikih sprememb na področju komunalne, stanovanjske izgradnje v Domžalah. V Domžalah je nastalo tudi komunalno podjetje, ki je posebej skrbelo za komunalne gradnje. Torej, tukaj je šlo za velik napredek na področju izgradnje kanalizacije, vodovodov. Potem nastala je centralna čistilna naprava v 70-ih letih in se v 90-ih še razširila. Gradilo se je veliko novih cest, potem izboljšala se je oskrba z elektriko. Potem ena od pomembnih zadev je bila tudi ta, da so sprejeli sklep o gradnji oziroma da je občina sprejela dokumente v zvezi z gradnjo avtoceste. Težišče dela pa je bilo zlasti na stanovanjski izgradnji, kajti v obdobju 40-ih letih se je za več kot tretjino povečalo število prebivalstva. Domžale so popolnoma spremenile zunanji izgled in Domžale so v tem času dobile tudi nekatere pomembne ustanove, kot je na primer banka, potem pošta nova, potem zdravstveni dom in pa dom upokojencev, skratka inštitucije, javne inštitucije, ki so bile pomembne za različna področja in so pomenila bistveno izboljšanje razmer za prebivalstvo Domžal. Torej, eno od težišč v tem obdobju pa je bila izgradnja osnovnih šol. Osnovne šole, prva osnovna šola v Preserjah je bila zgrajena še iz občinskega proračuna. Leta 1969 pa je bil sprejet sklep o uvedbi samoprispevkov oziroma izglasovani samoprispevki, so ga potem še 4-krat podaljšali. In v tem obdobju so bile na novo zgrajene vse 8-letke v domžalski občini. Zadnja je bila pa leta 1989 dograjena srednja šola, tako da je domžalsko osnovno šolstvo in srednje šolstvo bilo v tem prostorskem pogledu daleč nad slovenskim povprečjem.
Poleg tega so pa v tem času hkrati s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ki so se jim znatno povečala sredstva za delovanje, zaživele zlasti tudi kulturna dejavnost, torej društva športna in pa kulturna društva so postala izredno uspešna. Poleg tega se je pa v tem času že tudi veliko del upravilo na področju spomeniškega varstva, potem torej začele so se velike prireditve, kot na primer bil festival komorne glasbe v Gromeljski cerkvi, leta 1987 pa je potem nastala tudi knjižnica Domžale kot samostojen zavod. Skratka, vse to izboljšanje gmotnega položaja, vse to, kar je industrija, obrt in tako naprej, torej s čimer se je okrepil občinski proračun, vse to se je pokazalo tudi na področju šolstva, torej kulture in telesne kulture. Po osamosvojitvi Slovenije je postalo vprašanje oblikovanja novih občin oziroma reforme lokalne samouprave eno od najbolj zahtevnih, kajti eden od ciljev je bil ta, da se loči delo občin na samoupravno dejavnost, medtem ko je za upravo bilo predvideno, da jih prevzamejo nove enote, upravne enote za območja posameznih večjega števila občin skupaj. No, in v Domžalah je bilo najprej predlog celo, da se velika domžalska občina razdeli na 10 občin, to je bilo seveda, so na referendumu odklonili in 94. leta je bilo končno sprejet sklep oziroma zakon, da se občine razdelijo in za občine Domžale je bilo dogovorjeno oziroma določeno, da se razdeli na občine, da se izdvoji iz domžalske občine občina Mengeš, potem Lukovica, Moravče in 98. leta se je iz domžalske občine izločila še občina Trzin. Tako je nastala zdajšnja občina, ki ima najvišji organ občinski svet, sestavljen iz 31 svetnikov, torej najvišji organ je župan in poleg tega je organ občine še nadzorni svet. To se pravi, občinski organi so se formirali na novo in sedanja občina Domžale obsega približno tako območje, kot ga je obsegala mestna občina Domžale, s tem, da ni bila obnovljena občina Radomlje, ampak je sedaj ostala v sestavi domžalske občine. Tako je domžalska občina imela nekaj manj kot 30.000 prebivalcev ob ustanovitvi, do danes pa, kot je že povedal župan, je število občanov naraslo na 37. Torej, tukaj imate, torej v Domžalah pa je sedež upravne enote za vse bivše občine in v Domžalah je še vedno sedež raznih inštitucij medobčinskega značaja, ki torej delujejo širše na območju nekdanje velike domžalske občine. Torej, nova občina je težišče svojega dela prestavlja izključno na to tako imenovano samoupravno področje. Eno od težišč je bilo na primer ravno na komunalno področje. Tu je občina skrbela za gradnjo novih cest po celi občini, na vseh območjih občine.
Poudarjam pa tudi, da je v tem času nastalo izboljšanje prometnega položaja Domžal z izgradnjo dvopasovnice na relacijo od Črnuč do Trzina in drugič z avtocesto, ki gre mimo Domžal in pomeni tudi veliko razbremenitev prometa v Domžalah. Drugače pa je treba poudariti, da je občina delala torej na tem področju komunalne izgradnje, izboljšanje cest in tako naprej v vseh krajevnih skupnostih, teh je 13 sedaj, potem je skrbela za tudi izboljšanje na vseh področjih lokalnih dejavnosti, torej vidite tukaj tudi za poslovilne objekte, potem torej čistilna naprava je doživela novo nadgradnjo in je torej sedaj, kot je povedal župan, tudi med največjimi v Sloveniji. Potem je izjemno pomemben dosežek izgradnja zelene osi ob Kamniški Bistrici in pa seveda zgrajenih je bilo nekaj objektov, ki so pomembni gospodarsko, nekateri pa tudi družabno. Gre za tržnico Domžale, gre za Češminov park, gre za razne druge objekte, ki so pomembni za izboljšanje kulture bivanja občanov domžalske občine. Torej, posebno področje, torej občina je prevzela vse obveznosti na področju predšolske vzgoje oziroma otroškega varstva in po celi občini so bili zgrajeni novi objekti za otroško varstvo, vrtci. Potem izredno pozornost je posvetila tudi osnovnim šolam, pomembni sta zlasti dve novogradnji v Dragomnu in pa v Ihanu, ki sta obe razbremenili eno osnovno šolo Vencla Perka, drugo osnovno šolo Domžale. Drugače so bile pa vse osnovne šole, so dobile prizidke, izboljšala njihova opremljenost, dograjene telovadnice, jedilnice in tako naprej. Skratka, tudi na šolskem področju je bilo doseženo eno tako stanje, ki pomeni boljše razmere kot v številnih drugih slovenskih občinah. Potem so bile zgrajene v Domžalah dograjena nekatera poslopja, tu mislim predvsem na medgeneracijski center, kjer je razbremenil dom upokojencev, ki še vedno uspešno deluje. In potem v občini, kot rečeno, so skrbeli tudi za gasilske domove, za izgradnjo doma krajanov in kot rečeno, na Količevem je bil zgrajen tudi dom zaščite. Skratka, na vseh teh področjih je bilo tudi v tem času doseženo izredno veliko. No in torej vsi ti oziroma velika pozornost pa je bila posvečena tudi dograjevanju, izboljšanju športnih objektov in kulturnih objektov. V zadnjem obdobju je bila pomembna dograditev kulturnega doma oziroma prenovitev kulturnega doma. V domžalski občini je začela delovati nova knjižnica v novih prostorih.
prostorih, bile so tudi torej, kot prostor za razstave je bila preurejena tudi Menačenkova domačija. Boljši so bili prostori tudi za galerijsko dejavnost. Skratka, 1912. leta pa je bil torej urejen tudi Slavnikarski muzej, ki pomeni tudi velik napredek v kulturnem razvoju, in potem tu so bila tudi redna za Slavnikarski sejem, pa skrbi za slavnikarsko dediščino. Kot rečeno, pa so bile tukaj ogromne gradnje tudi na področju športa, torej 26 objektov je bilo na novo zgrajenih in pa posebna pozornost je bila posvečena rekreaciji, in na področju rekreacije so tukaj v domžalski občini sedaj nadstandardni pogoji. Kot rečeno, zaključujem pa s tem, da je bil v Domžalah torej razgrajen tudi Češminov park, kjer so sedaj izredno pomembne kulturne prireditve, družabne prireditve, in tu je tudi vedno osrednja proslava občinskega praznika, ki naj bi povezala ljudi, torej geslo te prireditve je spoznavajmo se in praznujmo skupaj. Poudarjam pa naj, da je žal da so te bolezenske razmere številne, zelo razvite dejavnosti, torej začasno ohromile, in upamo lahko na to, da se ta zadeva vendarle uredila.